Pozdravljeni! Čas je za naš običajni komentar novic, kjer si bomo zopet ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v svetu Formule 1. Tudi tokrat v letošnjem 11. delu komentarja novic se bomo ukvarjali s 4 različnimi temami oziroma 4 različnimi sklopi. In ukolikor koga izmed vas kot običajno zanima, kaj je zapisano v citiranih člankih, dobite bližnjice do originalov, navedene v samem opisu. In tudi tokrat, kot je v naši navadi, se bomo kar hitro podvizali k prvi temi, da ne bo prispevek predolg in preveč dolgočasen. Tokratni komentar novic začenjamo s člankom, ki je bil objavljen 14. marca na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com. Namreč spregovoril je Frédéric Vasseur. In o dogajanju znotraj skuderije Ferrari smo res v preteklih dneh mnogo govorili in napisanega je bilo tudi kar nekaj. A tokrat imamo izjavo praktično iz prve roke in ne iz strani tistih nikoli imenovanih, ampak po mnenju mnogih zanesljivih virov. Frédéric Vasseur je dejal, da je zadovoljen s tistim mestom, ki ga zaseda, da ima vse zaupanje nadrejenih, da ni nikakršnega spora med Benedettom Vinjo in njim, ter da še nikoli na vseh mestih, ki jih je zasedal v svetu motošporta, ni imel toliko avtonomije. Morda bo kdo dejal, da pričakovana izjava, ki je, recimo temu, politično korektna. In priznam vam, da ukolikor ne bi bilo neke malenkosti v nadaljevanju, o tem danes tu ne bi niti govorili. A tu je treba poudariti nekaj, vidi se, da znotraj skuderije Ferrari obstajajo tiste struje, o katerih smo govorili. Namreč o Vasseurju smo verjetno slišali iz ust posameznikov, ki se nahajajo na nasprotnem bregu. In to, da v skuderiji Ferrari obstajajo struje, nam potrdi tudi Vasseur sam. Spomnimo se, kaj vse je bilo napisano ob obhodu Sancheza. Kako je bilo to že nekako pričakovano, namreč že mesece pred tem naj bi se Sanchez o tem pogajal. A Frédéric Vasseur je enostavno vse postavil na laž. Namreč povedal je, da odhod Sancheza je bil neizogiben, kajti mnogo ljudi je blizu Mattii Binotto in seveda se bomo videli v nadaljevanju, da bo še marsikdo drugi odšel. Torej, potrjuje tisto, v kar sem sumil, da sam Sanchez je bil eden izmed podpornikov Mattija Binotta, ki je praktično vse ostale onemogočal. Sedaj, ko je prišel Vasseur, je zapihal tudi nov veter, ki bo, upam da, vse te člane takšne ali pa tudi drugačne struje dobesedno odpihnil, kajti v ekipi Formule 1 se morajo člani boriti za zmage, za naslove, ne pa za položaje in to med seboj. Tudi v drugem sklopu bo govora o Vasseurju ter Ferrari. A tokrat se bomo omejili na tisto, kar je bilo zapisano v članku, objavljenem 13. marca na uradni spletni strani Formule 1. In Fred Vasseur v tej priložnosti govori o samem konceptu Ferrarija SF-23. Po njegovem mnenju v osnovi bolid ni tako slab, kot smo ga videli na veliki nagradi Bahreina.
namreč trdi, da v njegovi karieri še nikoli ni videl, da dober bolid na kvalifikacijah bi bil potem slab na dirki. A tu je treba poudariti nekaj malenkosti. Res, v Bahreinu, naprimer v tretjem delu kvalifikacij, Charles Leclerc ni pokazal vsega. A po drugi strani, tako Leclerc kot Sainz, na sami dirki, ki traja bistveno več krogov, sta imela težave z degradacijo pnevmatik in ne smemo pozabiti na zanesljivost. Seveda lahko se zgodi, da manjši škrat povzroči odstop, a po drugi strani pri skuderiji Ferrari so vedeli, da nekaj ni v najlepšem redu. Spomnimo se, pred začetkom same velike nagrade so Charlesu Leclercu zamenjali baterijo in seveda kontrolno elektroniko elektrohibridnega dela. A sedaj se moramo vprašati, kaj lahko pričakujemo. A res, če gledamo samo kvalifikacije, bi lahko dejali, da Ferrari SF Pomišljaj 23 je bil tam na drugem mestu. Ampak, če pogledamo lestvico konstruktorjev po prvi veliki nagradi, lahko opazimo, da za Red Bullom se nahaja Aston Martin in tovarniška ekipa Mercedes. Torej, res, koncept Ferrarija SF Pomišljaj 23 lahko ni zgrešen, ampak točke pridejo na račun z zanesljivostjo in seveda pravo mehansko nastavitvijo. V prihajajočih velikih nagradah bodo tipologije proge različne in videli bomo lahko, ali pri Ferrariju bodo zaostanek nekako zmanjšali za Red Bullom in nekako prehiteli Mercedes in Aston Martin. A zaenkrat vse tisto, kar govori Fred Vasseur, so lahko le želje ter ugibanja. A pojdimo, a raje še na nasprotni breg k Mercedesu. Tudi pri tovarniški ekipi Mercedes niso zadovoljni s tistim, kar so pokazali na prvi letošnji veliki nagradi. A težav so se lotili čisto drugače, kot smo lahko to opazili pri skuderiji Ferrari. O tem nam priča članek, ki je bil objavljen 13. marca na italijanski verziji spletnega portala GP Blog. Gre za kolumno, ki analizira v bistvu tisto odprto pismo, ki so ga pri Mercedesu objavili 11. marca. In treba je razumeti, da pri Mercedesu so verjetno svojo vlogo vzeli malček preveč resno. Razumem Tota Wolffa, da hoče nekako ohrabriti svoje sledilce s tem, da je priznal, kako se ne bodo predali, kako se bodo borili, kako se bodo trudili izboljšati Mercedes 214 in še bi lahko naštevali. A v resnici moramo razumeti, da rezultati tovarniške ekipe Mercedes niso tako slabi, kot nam mnogi pravijo. Naprimer, če pri Mercedesu pišejo javna pisma nekako v opravičilo svojim sledilcem, kaj bi morali storiti pri McLarenu in pri Williamsu. In tu vidimo, zakaj nekateri pravzaprav pretiravajo v svetu Formule 1. In priznam, sam imam rad ta šport, ampak v življenju je verjetno še marsikaj drugega, bistveno bolj pomembnega, ker bi res lahko zahtevalo taka odprta javna pisma. In po drugi strani, Toto Wolff s takimi gestami samo vrši neke vrste pritisk na svoj inženirski kader. Verjamem, da niso zadovoljni z rezultati. Verjamem, da bi radi dosegli naprimer samo 2 zmage v celotni sezoni, ampak sedaj prihajamo že rahlo v situacijo, ki je milo rečeno pretirana. Ukolikor želijo izboljšati svojo formo, naj sklonijo glave ter začno delati, pisati razna sporočila in pisma, naj pa pustijo onim, ki se z takšnimi političnimi gestami ukvarjajo.
Mi imamo radi Formulo 1, kjer štejejo dejanja na progi in ne besede v pismih. A pojdimo še k našem zadnjem sklopu. Da Formula 1 pridobiva na popularnosti, lahko vidimo že iz tega, da se mnogi znani pokrovitelji dobesedno vračajo. In o tem smo lahko brali 14. marca na spletnem portalu motorsport.com. Namreč objavili so, da k ekipi Aston Martin se kot partner vrača v Formulo 1 savdska letalska družba Saudija. In verjetno mnogim izmed vas neznano ime, ampak ukolikor je kdo sledil Formuli 1 tam v začetku 80-ih let in zaključku 70-ih, se verjetno še spomni, da pri ekipi Williams je bila prav Saudija glavni pokrovitelj, zaradi tega so bili tudi zeleno-beli in takrat z to barvno shemo so začeli osvajati prve naslove svetovnih prvakov med vozniki in konstruktorji. Tu je seveda Williams F2V08 Kekija Rosberga, s katerim je postal svetovni prvak leta 1982. Ne smemo pozabiti, naprimer, niti na Alana Jonesa. A vidimo lahko, kako v svetu Formule 1, takoj ko popularnost naraste, se začne vračati tudi kapital, ki je malo poprej izgubil interes. Vrnitev v Saudije k Aston Martinu verjetno ne bo tako vidna, kot je bilo to včasih, ampak vseeno kaže nam na to, da kar se tiče vsaj tiste popularnosti, za enkrat Formuli 1 ni treba skrbeti, kot smo to opazili naprimer pred 2 desetletjema ali več. A tudi za danes, pred začetkom dogajanja na veliki nagradi Saudske Arabije, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.